lepih obrazov smo imeli priložnost danes videti med pavzo. Verjamem, da marsikdo, ki je to pogledal, je navdušen nad zunanjo lepoto. Življenje, ki ga živimo, je življenje, ki je darilo. In vsak izmed nas je ustvarjen unikatno. Vsi smo lepi. Res smo vsi lepi. In zunanja lepota ni vedno odraz tudi notranje lepote. Zakaj? Ker zunanje lepoto si lahko kupimo. Če imamo seveda denar. Medtem ko notranjo lepoto se ne da kupiti. Tukaj mislim predvsem lepoto srca, lepoto misli, lepoto dejanj, lepoto duha, lepoto čustev. In sedaj vam bom pokazala še en obraz. 100 ste jih videli. In pokazala vam bom obraz s pomočjo Mihaela. Prosim, Mihael, če mi pomagaš, da vidite še en obraz. To je obraz mojega 4. otroka, Kristjana. Ta slika je nastala 10 dni, preden je odšel zaradi moje zmote in mojih napačnih odločitev, preden sem odšla z njim v infekcijsko bolnico. Zakaj vam kažem ta obraz? Ker tisti, ki ga pazljivo gledate, na tem obrazu se vidi radost, sreča, lepota, čista lepota, neokrnjena lepota. Zakaj so otroci vsi tako lepi? Ker so resnično božji. Zakaj sem vam toliko časa kazala ta obraz? Zato, ker ga redko kdaj vidimo. Zelo redko kdaj vidimo radosten, srečen, vesel obraz med nami, starejšimi ljudmi. Na naših obrazih se vidi zaskrbljenost, mogoče jeza, mogoče nemir, mogoče strah ali bolečina. In ko pogledamo v lepoto ali narave, ali cvetlice, ali otroka, ki je radosten, se nam naše srce zasmeji, ker smo na en način vsi željni gledati lepoto življenja. Bog je ustvaril perfektno zemljo, prelepo, čudovito. In na žalost je ta zemlja zaradi naših misli, naših dejanj, zaradi naših razmišljanj, zaradi naših spoznanj velikokrat ranjena, izgublja svojo lepoto. Sedaj, ko se vozim po Ljubljani z mojim skirojem, se vidi veliko nečistoče.
Zima je svoje naredila. In vendar danes, ko sem odšla po opravkih, sem sredi največjega nereda, umazanije, na koščku zemlje ob drevesu videla rumene cvetlice. In moj pogled se je ustavil na teh cvetlicah. Nisem gledala papirčke, olupke od banan na tleh, ampak te cvetlice. In moje srce se je razveselilo. Ko sem odšla proti domu, sem zagledala skupino ljudi in veliko otrok, ker je jutri poseben praznik Gregorij. Pravijo, da se ptički ženijo 12. marca. So v Trnovem praznovali ta praznik že danes na poseben način. Delali so iz papirja, naravnega papirja, ladice. Otroci so risali ptičke. In Adi Smolar je pel o ljubezni. In kako je dobro, da nam včasih televizor crkne. In moja duša se je ponovno napolnila z radostjo. Skoraj 1 uro sem bila na Ajprovi ulici nepričakovano. Veliko otrok, nasmejanih obrazov sem videla. Otroci so radostni. Če jim pripravimo kakšna presenečenja, kot je spuščanje ladic papirnatih po gradaščici in prijetne pesmi od Adota Smolarja in istočasno še delavnica risanja ptičkov. In takih trenutkov je vse premalo v Ljubljani, v Sloveniji, v Evropi, v svetu v zadnjih 3 letih. In vendar so. So. In ko so, se ustavimo, vzemimo te lepe trenutke, ker napolnjujejo našo dušo in naše srce. Tudi na otroških igriščih je veliko lepega. Če se ustavimo in se zazremo v otroške oči, ki se igrajo na igralih. Če zapremo televizor, lahko zaspimo veliko bolj radostni, ker poročila na televiziji so več ali manj negativna, zastrašujoča in prebujajo v nas strahove, bolečine, dvome. In zato je veliko bolj modro, da pogledamo kako knjigo, preberemo, se pogovorimo z bližnjimi. Zakaj? Ker vsaka beseda ima svojo vibracijo. Beseda nas lahko razveseli, opolnomoči, ozdravi, razveseli, navdušuje. Lahko pa nas beseda, ki jo slišimo, razočara. O nesreči. V bolnicah se velikokrat zgodijo pomote in zdravi ljudje dobijo napačno diagnozo. In bolani pravilno, zdravo diagnozo. In rezultati so resnično presenetljivi. Zdrav človek, ki dobi diagnozo, da je bolan na smrt,
nažalost, zboli in umre predčasno. Človek, ki je bil resnično bolan in dobi, da je diagnozo, da je popolnoma zdrav, pa ozdravi. Zakaj? Ker beseda, da si bolan, človeka ne usreči. Beseda, da si zdrav, pa nas usreči. In besede nas lahko pozdravijo, lahko nas pa naredijo res bolane. Zato ni dobro poslušati tistih diagnoz, ki so škodoželjne, ki so namenoma lažne, samo zato, da imajo zdravniki delo, operacije, da se prodajajo zdravila, da farmacija svoje izdelke da med ljudi, ker to je namen farmacije, narediti ljudi še bolj bolane. In vendar je tukaj vseeno Božja modrost, napisana v svetih spisih, ki jo govorijo misionarji, apostoli, ki jo govorijo preroki, da nas Bog ljubi, da je Bog naredil svet perfekten, popoln in da imamo vsi možnost sprejeti brezplačni dar, brezpogojne ljubezni, ki nas oživlja, ozdravlja, osrečuje, povezuje. In od nas je odvisno, koga bomo poslušali in kaj bomo gledali. Jaz osebno zapiram oči, če slučajno grem mimo televizorja ali na obisku ali v trgovinah, kjer so vojne, ker se streljajo. Ne želim niti gledati. Ne želim, tako kot ne želim jesti kač, recimo. Ne želim jesti umazane hrane. Sama se odločam, kaj bom gledala, kaj bom poslušala, kaj bom mislila in kaj bom delala. In to me ali usreči, ali pa me onesreči. In vendar smo vsi tukaj, pod istim nebom. Na vse nas je eno sonce. Za vse nas so narejene reke, morja, hribi, čudovite rože, čudovite živali, čudoviti otroci. In od nas je odvisno, ali jih bomo gledali z ljubeznijo, s hvaležnostjo, s spoštovanjem, ali bomo gledali tisto, kar nas ne razveseljuje, kar nas onesreči. Biti z ljudmi, ki so negativni, obsojujoči, ki govorijo grde besede, je utrujajoče, če smo predolgo z njimi. Se družiti z ljudmi, ki so ljubeči, prijazni, je zdravilo za vse nas. In sami si izbiramo, kje bomo, koliko časa in zakaj. In Društvo Belih za srečno življenje je tukaj za vse nas vsak teden. In dobivamo res odlično hrano za dušo, za duha, za srce. In bodimo hvaležni
da Društvo za srečno življenje Beliš, ne glede na situacije, še vedno vsak teden pripravlja čudovit program. In ponovno se zahvaljujem Mihaelu za njegovo zvestobo, za njegov trud, da nas vsak teden obogati s programom. Današnji program, njegov program, je bil za mene presenečenje. In gledati ženske lepe, urejene, tudi na zunaj, je v teh časih, ko smo bili resnično obdani z negativnimi poročili, informacijami, resnično velik blagoslov. In hvala Mihaelu. Se pa zahvaljujem vsemogočnemu Bogu stvarniku za vso lepoto, ki nam jo bo spomladi ponovno pokazal. Vse bo zasvetelo, vse bo zadihtelo. Ljudje bodo zaživeli, novi projekti se bodo ustvarjali in življenje je le življenje. In ne da se ga ubiti, ne da se ga uničiti, pohoditi, če se mi za to ne bomo tudi odločili. Zato pozivam vse člane Društva Beliš in tudi tiste dobronamerne ljudi, ki so polni radosti, polni entuziazma, ne glede na okoliščine, da še naprej verujemo v življenje in da cenimo lepoto drug drugega, da cenimo lepoto narave, da jo ohranjamo, da jo čuvamo, da smo drug z drugim ljubeči, prijazni, dobrohotni, da smo drug drugemu hvaležni, da širimo brezpogojno ljubezen, ker to nas usrečuje in tudi dela lepe. In to bi bilo danes od mene. Najlepša hvala za vašo pozornost.